Prav lepo pozdravljeni. V izredno veselje mi je, da se je na moje povabilo k pogovoru odzvala aktualna Slovenka leta 2020 Natalija Spark. Ob spremljanju Natalijinih zgodb v medijih v zadnjih tednih, namreč kljub temu, da sva z Natalijo v tesnem sodelovanju zadnjih 6 mesecev, vedno znova ugotavljam, kdo vse Natalija je. Natalija ni samo tolmačka slovenskega znakovnega jezika, predavateljica na medicinski fakulteti, kognitivno-vedenjska svetovalka, nenazadnje je tudi mama in ženska s svojimi željami, hrepeneni in strastmi. V želji pomagati drugim in po težki ločitvi se je najprej odločila za študij pedagogike in andragogike, kasneje pa se je izšolala še za psihosocialno svetovalko. Njeno življenje je pravzaprav prežeto s pomočjo drugim. V času študija na magistrski stopnji je pod svojo streho sprejela še 2 malčka, za katera njuna mama enostavno ni našla dovolj moči. Zadnjih nekaj let se udejstvuje kot kognitivno-vedenjska svetovalka, s čimer pomaga številnim ljudem, ki se znajdejo v osebni stiski. Je edina v slovenskem prostoru, ki nudi psihosocialno pomoč ljudem v znakovnem jeziku. Je tudi aktivna članica Združenja kognitivno-vedenjskih svetovalcev Slovenija oziroma KVS Slovenija, na kar smo posebej ponosni. Po številnih in bolečih padcih se je Natalija vedno znova pobrala in svojo pot nadaljevala v še večji želji pomagati drugim. Svojo izjemno energijo, empatijo in optimizmom odpira vrata ljudem k kakovostnejšemu bivanju. Vabljeni k poslušanju najinega pogovora. Natalija, živjo. Živjo. Lepo pozdravljena. Res sem vesela, da si se uspela odzvati na moje povabilo. Verjamem, da so tvoji dnevi od 29. marca, ko si prejela naziv Slovenke leta 2020, še toliko bolj pestri. Povej mi za začetek, kaj ti pomeni ta naziv in ali so se dnevi od podelitve naziva kaj spremenili, so kaj drugačni, kot so bili v predhodnih obdobjih? Ja, še enkrat lep pozdrav vsem. Bom začela kar s tem, kako so dnevi drugačni. S tem nazivom in to prepoznavnostjo zdaj, ki sem jo dobila v imenu Slovenka leta 2020, so dnevi res malo bolj polni, ker v bistvu sledijo intervju za intervjujem. Ljudi pravzaprav zanima, kdo sem, saj do naziva sem bila širši okolici oziroma širši javnosti nepoznana oseba, tako da se učim dajati intervjuje, se učim nekega večjega druženja oziroma prepoznavnosti in to so te dnevi, ki zdaj oziroma te ure, ki mi zapolnjujejo dneve. Kar se tiče pa naziva, moram pa reči, da je to zame veliko presenečenje oziroma sploh nisem niti razmišljala o tem, da bi bilo možno, da dobim naziv Slovenka leta 2020. Preprosto vseh 12 kandidatk nas je bilo, moram reči, izjemnih žensk, z izjemnimi zgodbami, vsaka svojo posebno zgodbo, svojo posebno osebnostjo oziroma izjemno osebnostjo, nekatere tudi bolj prepoznavne in to, da sem dobila naziv, je res zame veliko presenečenje. Natalija, kljub temu, da zadnje pol leta, kar tesno sodelujeva, bom rekla, da sem v spremljanju tvoje kandidature oziroma, kot bi rekli, lahko tudi imenovanja, ne? Tako, ja. V drugačni luči. Tako da sem odkrivala Natalijo pravzaprav v različnih vlogah, takšnih in drugačnih in moram reči, da me je tvoja zgodba navdušila. Zato bi danes želela spoznati tebe mogoče še malček drugače. Za začetek vprašanje, kaj si želela postati kot otrok? O čem si sanjala? Si morda imela kakšen zgled, ki te je posebej navdihoval? Glede na to, da sem jaz živela v drugačni družini, v smislu tega, da je bila
gluhota mojih staršev prisotna oziroma tako močna označena v družbi takratni, a ne kot nekaj negativnega, sem si kot otrok pravzaprav želela samo to, da bi živela v normalni družini. Pač karkoli je že takrat v tisti moji glavi to bilo. In nisem imela nobenih drugih posebnih močnih želja. Kakšen poseben zgled? Ne, pravzaprav ne, samo vedela pa sem, oziroma želela sem si, tako mogoče boljša, ne, da ob vseh etiketah, ki sem jih dobila, da jih v življenju, da bom uspela in da ne bom tisto, kar so v bistvu že ljudje me kar vnaprej določali, kaj bom ali pa kaj bi lahko bila oziroma kaj bi morala biti. Tako to sem si pa res že kot majhen otrok rekla, da ne bom poslušala ljudi, ki določajo nekaj o meni. To se pa spomnim čisto kot mala deklica, sem že imela to eno tako neizmerno trmo, ne, sem trmasta ženska in v bistvu si nisem, takrat sem si kot majhna rekla, da tega pa ne bom dovolila, ne, da drugi odločajo o meni. In tvoja prva poklicna pot, opravljanje vloge tolmačke slovenskega znakovnega jezika, ki je bilo pravzaprav položena v zibko. Ali lahko o tem poveš še kakšno stvar več? Ja, to je res, se tako uporablja res ta termin, da mi je bil jezik, znakovni jezik položen v zibko, kar je dejansko res, ker moja mama je gluha, sicer ne od rojstva, ampak je oglušela pri 9 mesecih, kar pomeni, da je prelingvalno oglušela, se pravi pred razvojem govora je oglušela, kar se tudi pozna pri njenem govoru, se pravi njen razvoj govora oziroma sam govor za vas, se pravi, ali pa za, bom rekla, za slišečo okolico ni jasen, ker pa je to moja mama in sem jaz ta glas, v bistvu edini glas spremljala od samega, bom rekla, rojstva, je pa zame to normalen glas in jo normalno tudi razumem. Medtem ko oče je pa težko naglušen bil in z njim sem pa lahko uporabljala v bistvu verbalno komunikacijo, pa vendar je to v bistvu meni pomenilo za čas otroštva eno veliko breme in veliko odgovornost, se pravi pomagati staršem, da lahko oni normalno živijo v okolju, v katerem delujejo in v bistvu vsakodnevno preživljajo. In načeloma, to sem tudi dostikrat povedala, da v najstniških letih je bilo meni to vsega čisto dosti, mi je bilo to veliko breme, da sem mogla iz tega gluhega sveta izstopati. Hotela sem biti normalna najstnica, hotela sem imeti normalne starše, hotela sem imeti normalne okolje in sem res prav zbrisala sem ta svet za nekaj let, dokler si nisem ustvarila potem družino, In so me potem te pravzaprav same gluhe osebe spet poprosile, da jim v bistvu pomagam, da vzpostavljajo seveda komunikacijo, da bojo lažje živeli oziroma da bojo lažje premagovali njihove stiske. In potem, s tem, ko sem sama odrasla, je v bistvu ta znakovni jezik mi spet postal nekaj, kako bi rekla, nekaj tisto orodje, v katerem sem vedela, da v bistvu človeku lahko pomagam in da praktično ta gluhota, ki jo imajo posamezniki, je stanje, to se moramo zavedati, je stanje, katerega se nikoli ne bo popravilo in niso sami krivi za to. In je potem sledilo iz tega pomagati, spet ta, že od otroštva pomagala sem staršem, sem zginila za nekaj let, ampak spet se je to meni zgodilo, ker sem svojo družino ustvarila, da je prav, da se pomaga tem ljudem. Omenila si stiske gluhih, kako bi opisala njihovo življenje, s katerimi ovirami se v življenju gluhi in močno naglušni ljudje soočajo? Ja, v prvi vrsti je to komunikacija, mi živimo v prevladujočem slišečem svetu in tudi v bistvu je naš svet zelo hiter svet, nimamo potrpljenja, ne znamo počakati, vse potrebe je treba takoj zadovoljiti, in to pri gluhoti pa to praktično nemogoče, zaradi tega, ker v komunikaciji z drugo osebo si je potrebno vzeti čas in potrpljenje. Seveda vse to pa spet, bomo rekli, izvira iz njihovega usvajanja jezika, to je znakovnega jezika, ki ga niso usvajali skozi čisto rano otroštvo, se pravi skozi, ko so bili že dojenčki, ampak so svoj jezik začeli usvajati mnogo kasneje, večina pri vstopu v šolo,
kar pa lahko vemo, da če jezik ne usvajamo čisto od samega začetka, se potem pojavljajo težave in je njihovo razumevanje toliko težko. Težje, mislim razumevanja vsebin, ki so podane nam v govorjenem jeziku. Tako da ta težava s komunikacijo se potem nadaljuje tako v njihovem poslovnem svetu, se pravi v službi, v njihovem vsakdanu, v komunikaciji z otroki, v komunikaciji s sosedi in oni so stalno, jaz dostikrat dam tako primerjavo, kot da bi bili priklopljeni na elektriko, stalno so pod nekim stresom. Ne vem, če si lahko predstavljamo, morda za slišeče, naj si dajo recimo TV Dnevnik na mute, pa naj to gledajo. Morda bojo tako najboljši občutek dobili, kaj se dogaja, ko oseba nič ne sliši. Se pravi, oni so stalno pod neko napetostjo, ali bodo razumljeni, in ali bodo, se pravi, da jih bo nekdo razumel, da bodo razumljeni in ali bodo oni znali, ali bodo drugi njih razumeli. Se pravi, gre zmeraj v obe smeri, ali bodo znali oni tako povedati, da bodo razumljeni in ali bodo oni drugega razumeli. In živeti skozi pod tem stresom celo življenje, ali lahko poveš, ali ne moreš, oziroma ali boš to povedal, da boš razumljen ali ne, je to se mi zdi eno veliko breme, ki ga te posamezniki nosijo. V zaključenem študiju pedagogike in andragogike si Natalija študij nadaljevala tudi na Fakulteti za uporabne družbene študije in pridobila naziv magistra psihosocialne pomoči. V zadnjih letih si pomagala že številnim klientom do kakovostnejšega bivanja. Kaj je bilo tisto, kar je pravzaprav vplivalo na tvojo odločitev, da se izšolaš še za psihosocialno svetovalko in kaj ti ta poklic pomeni? Ja, ta poklic mi pomeni res neko poslanstvo in morda tista pika na i, ki v bistvu mi da to, kar sem. Tudi v tem študiju, skozi ta študij sem ogromno na sebi naredila, ogromno novega znanja pridobila in lahko ga povezala z poprejšnjo izobrazbo, to je kot univerzitetna diplomirana pedagoginja in andragoginja. Ta študij sem izbrala zato, ker je bil takrat, pa sem se prav odločila, sem ga videla kot nadgradnjo študija pedagogike in andragogike. In se mi zdi, da se zelo lepo ta dva študija povežeta, oziroma je študij psihosocialne pomoči nadgradnja tega študija. In šele s tem študijem v bistvu sem pridobila ta znanja oziroma to kakovost, to vedenje, da lahko pomagam ljudem, kadar so v stiski. Lepo si povedala, torej svoj poklic psihosocialne svetovalke dojemaš kot poslanstvo. Pa kljub vsemu, če bi se glede poklicne poti lahko še enkrat odločila, ali bi stopila nekaj korakov nazaj in se mogoče celo odločila drugače? Ne. Kratek in jedrnat odgovor. Natalija, nekje sem prebrala, da so ti padci v življenju dali še več moči za pomoč drugim. Najbrž zaradi tega tudi druge lažje razumeš, hitreje vzpostaviš empatičen odnos in jim pomagaš. Katera življenjska izkušnja je bila zate največja lekcija in kaj si se iz nje naučila? Eno tako mogoče težko vprašanje, oziroma imela sem zelo veliko lekcij v življenju. Morda pri svojem psihosocialnem svetovanju izhajam res veliko iz teh svojih lastnih izkušenj in jih povezujem seveda z znanjem pridobljenim skozi študij. Jaz v bistvu sem živela v zelo takem težkem okolju, ne samo to, da me je determinirala gluhota, tudi sama primarna družina, v tej primarni družini ni bilo zdravo okolje za otroka, bilo je veliko nasilja, bilo je alkohol. Vem, da v naši slovenski družbi je veliko posameznikov, ki so živeli v takem okolju, kjer je alkohol bil prisoten in čim je alkohol, je ponavadi tudi nasilje. Potem pa seveda ta
to etiketiranje posameznika in skozi zbirati moč, da se temu upreš, to se mi zdi res ena taka, ne vem, odkje sem to moč dobila, res ne znam jo iz nekje v meni je nek tih, morda je ta, ko vsak posameznik ima v sebi to, da želi živeti, a ne, da imam to jaz tako močno, to silo notranjo, da se pač nisem pustila ukloniti družbi, nisem hotela na nek način biti ovca in tudi nisem, tudi zdaj nisem, da znam biti tudi tam tako malo drugačna, a ne. Morda pa me je najbolj zaznamovala ločitev, no, to se mi zdi, da čeprav, ne vem, se mi zdi, da je to neka taka preprosta stvar, ampak se mi zdi, da je mene ločitev najbolj zaznamovala in iz tega sem se največ naučila, kako je treba v življenju, kako mora sam sebe spoštovati, katere včasih tudi neprijetne stvari moraš narediti za to, da ti je potem v življenju lepše in boljše. Natalija, hvala, da si z mano podelila delčke, čeprav neprijetne, boleče, tvoje življenjske poti. Ko se ozreš nazaj na svojo življenjsko pot, kakšni so tvoji občutki in ali bi danes naredila kaj drugače? Ne, tudi tukaj ne bi nič drugače naredila. Se mi zdi, da tudi vsa ta moja kamnita pot me je naredila takšno, kakršna sem. Tudi v teh svojih bolečih izkušnjah lahko danes govorim brez bolečine, ne? Kar se mi zdi zelo pomembno, da človek v sebi to predela in potem na dogodke, ki so se mu zgodili, gleda z nekim optimizmom in vedno si jaz nekako postavim vprašanje, kaj pa lahko naredimo, kaj pa se da, ne? Nikoli ne gledam, kaj pa je bilo, pa če ne, pa kaj se ne da. Nikoli v tem negativnem duhu ne gledam, pa vedno gledam naprej. Tako da zato lahko tudi svojo življenjsko zgodbo povem brez nekih negativnih občutij in ne bi nič spremenila. Jaz to sem, vse, kar pa je, in se mi zdi, da mi to tudi daje to moč, da lahko stopim v čevlje drugih in jim res pomagam z eno veliko mero empatije, dati orodja. A veste, jaz nimam nobene čudežne tabletke ali čarobne palčke, da bi človeka oziroma klienta, ki pride k meni, kar spremenila. Klient mora delati sam, imam pa orodja, s katerim mu v bistvu pomagam, da to svojo pot sam tlakuje. V mojih mislih prav odzvanje tvoje besede, kako pomembno je sprejeti situacijo, zato da greš lahko naprej. Tako, ja. Natalija, edina si v slovenskem prostoru, ki nudi psihosocialno obravnavo tudi v znakovnem jeziku. Povej mi, ali so potrebe gluhih in naglušnih po tovrstni pomoči, torej po psihosocialni pomoči, večje ali manjše v primerjavi s potrebami normalno slišečih? Potrebe so popolnoma enake, gluhi ljudje so popolnoma enaki slišečim, razen da imajo okvarjeno eno čutilo in to zelo pomembno čutilo in to je sluh. Nastane problem v tem, da je to tako majhna skupnost ljudi, ki se prvič med seboj vsi poznajo, to je res kot ena velika družina. Vsak vsem ve in vsak ve, ne glede na katerem koncu Slovenije je doma, so res tako skupaj, res ena taka res skupina ljudi in jih je sram. Sram jih je, skrivajo te svoje stiske in jih je sram povedati stiske. Zakaj? Ker če bi recimo še zmeraj je tak negativen prizvok, veste, kar bom zdaj po domače rekla, ne reče, ja, greš psihiatru, se ti je čez zmešal, se ti je utrgal, si za na psihiatrijo ali pa. Ampak stiske, ki jih imamo ljudje, ne, tudi jaz sem čist, bom rekla, človek vsak dan in tudi jaz se stiskami srečujem, ne, niso nič sramotnega. In v tem primeru bom rekla, da slišeča populacija si prej poišče pomoč, so bolj odprti, bolj razumejo to duševno zdravje, bolj jim je dostopno duševno zdravje strani razumevanja in strani kako in katerega svetovalca si najdete, oziroma katero vrsto pomoči. Gluhi pa se predvsem poslužujejo, da grejo k osebnemu zdravniku, žal osebni zdravniki pa vse preveč na prvo žogo predpišejo medikamentozno zdravljenje, bodi si nek antipsihotik, antidepresiv in se stvar zaključi. Jaz sem v prvem koraku zelo odločna proti tabletam. Moje razmišljanje je, da je treba najprej pogledati človeka tukaj in zdaj in šele v naslednjem koraku
če je res to potrebno in res ne gre drugače, v bistvu delati kombinacijo z zdravili. Ja, si tudi kognitivno-vedenjska svetovalka, torej specializirala si se po tej veji psihosocialnega svetovanja. Jaz mislim, da marsikoga zanima, zakaj pravzaprav pri tej stvari gre, zakaj gre pri kognitivno-vedenjskem svetovanju, katere so glavne značilnosti te metode dela. Ja, bomo probali čim bolj preprosto povedati, da bo čim bolj v bistvu širši publiki razumljena, da ne bom zakomplicirala preveč. Pa naj mi oprostijo, če posluša kakšen strokovnjaka, pa vendar bi rada, da res se to na preprost način razume. Se pravi, kognitivno-vedenjska terapija je sklop psiholoških znanj, metod in tehnik, s katerimi terapevt pomaga klientu oziroma svetovalec pomaga klientu pri razumevanju klientovih težav in spreminjanju miselnih ter vedenjskih vzorcev, ki te njegove težave, klientove težave ohranjajo. Se pravi, da je pristop usmerjen na obvladovanje težav, s katerimi se klient ukvarja v trenutnem življenjskem obdobju, se pravi tukaj in zdaj. Se pravi, da ta kognitivno-vedenjska terapija temelji na tem kognitivnem modelu, kjer nas naša čustva, vedenje, kjer naša čustva in vedenje niso neposredno odvisni od zunanjih dogodkov, ampak je pomembno v tem, kakšen pomen imajo ti dogodki za posameznika, se pravi za mene, kako mi dojamemo v posamezni situaciji ta dogodek, in potem se prepletajo misli, čustva in pa vedenje. Vedeti moramo, da moteče vedenje je naučeno vedenje, katerega se da v bistvu spremeniti, kar pa pomeni, da je potrebno delati na sebi in v bistvu vsak klient mora delati. In tako, kot sem prej že povedala, jaz nimam nobene čudežne tabletke oziroma čarobne palčke, mora posamezni klient res delati. In če je pripravljen spreminjati ta svoje vedenje, potem je kognitivno-vedenjska modaliteta uspešna. Bi pa mogoče poudarila to, da pri skrajšano je KVT, kognitivno-vedenjska terapija, gre za res čvrst odnos med terapevtom in klientom. Potem je zelo, se pravi, terapija, ki vključuje sodelovanje, tako kot sem rekla, mora res klient delati na tem, njegova participacija je izrednega pomena. Potem morda je to tudi pomembno, da je k cilju usmerjena, se pravi, da je osredotočena na posamezni problem, ki ga ima klient, da je ta začetna usmerjenost, ti začetni pogovori je usmerjena na reševanje težave v sedanjosti, tako kot sem rekla, tukaj in zdaj. Nekje pravi tudi, da je fajn, da je čim krajša, vendar je pa to seveda od samega problema odvisno. Res je fino, da je kratka, skoncentrirana terapija, ampak vendar, če ne gre, to ne pomeni, da ga potem klienta kar rečemo, zdaj pa konc, zdaj pa lahko kar greš, to ni. In pa, da so sama svetovanja strukturirana. Se pravi, vse gre, se pravi, se skuša zdržati strukture od začetka do konca in v bistvu s klientom tudi te posamezne strukture, posameznega srečanja tudi pregledamo, obdelamo, se pogovorimo, če kaj ni storjeno, pogledamo, zakaj ne, kako lahko naredimo. Tako da tukaj res, bom rekla, timsko delo. Če klient pač ni pripravljen, potem v bistvu mi svetovalci zelo težko kaj naredimo. Rekla si, pomemben je čvrst odnos med klientom in svetovalcem. Ali se ti zdi, da je za opravljanje dela psihosocialnega svetovalca poleg formalne izobrazbe pomemben tudi kakšen poseben vidik, mogoče osebnostni vidik svetovalca? Kakšno je tvoje mnenje o tem? Seveda, svetovalec s svojo osebnostjo in svojim pogledom na samo delo in življenje
tudi močno lahko vpliva na sam potek svetovanja. Jaz bi rekla tako, ljudje smo si zelo, zelo različni, in lahko se zgodi, morda je prav, da slišijo to poslušalci oziroma gledalci, lahko se zgodi, da posameznik, ko išče pomoč, ne naleti takoj na pravega svetovalca v smislu temu, da lahko vzpostavita dober odnos. In moj nasvet je, da če se to zgodi, da naj tisti, ki iščejo pomoč, ki trenutno ne zmorejo v svojem življenju, ne obupajo, ampak si dajo možnost za drugo možnost, ker tako, kot sem rekla, mi smo živa bitja, odnosi, živa materija in se lahko zgodi, da kdaj pa svetovalec in klient pa se ne najdeta oziroma ne morata vzpostaviti ta čvrst odnos in to ni nič narobe, ne z enim, ne z drugim. Natalija, hvala za iskren odgovor. Kako uspeš razbiti zid okrog posameznika, če lahko dava v narekovaje, torej okrog posameznika, ki v osebni stiski poišče tvojo pomoč? In kakšen je zate osebno kakovosten odnos med tabo in tvojim klientom? Na prvi vrsti je spoštovanje do samega klienta, s kakršnim koli problemom se on obrne na mene. Jaz verjamem v to, da je klientov problem zanjega največji problem in najtežja stvar, zato je poiskal pomoč, ker ga sam ni znal razrešiti. Tako da noben problem ni, bom rekla, nevreden ali pa manj vreden, ali pa, da bi rekla, nepomemben. Tako da jaz v tem delu res klientov problem vzamem kot nekaj res najtežjega za njega. Ta zid pa nekako razbijamo, jaz dostikrat rečem, tudi klienti tako, rečem, da pridejo v mojo dnevno sobo. V mojem prostoru oziroma seveda v poslovnem prostoru, se klienti zelo mi je všeč, ko vidim, da se sprostijo. Nekateri tudi vržejo čevlje dol, se uležejo in so, kot da bi bili res doma. Nekateri celo tako pridejo tudi oblečeni, veste, v trenerkah, tako čist na izi in se on vrže na kavč in ne vem, skuhamo tudi kavo, res naredimo eno tako domače okolje. In ko meni klient reče, da z veseljem pride oziroma da komaj čaka nov ciklus najinega srečanja, ki ga imamo enkrat na teden običajno, se mi zdi, da je to neka največja pohvala meni in temu, da on želi rešiti svoj problem. Dostikrat pa tudi povem, klienti včasih, veste, mislijo, da sem pa jaz popolna ali pa da pri meni pa nič ni narobe ali pa da nimam sama nobenih težav. Tako da dostikrat tudi kakšen svoj lasten primer povem, da jim dam primerjavo, da jaz nisem čisto nič bolj drugačna in da samo, če imamo prava orodja in pravo miselno naravnanost, lahko v življenju uspemo. Stiske so del našega življenja, to si že večkrat v najinem pogovoru danes poudarila. Del življenja, ki mu pravzaprav ne moremo ubežati. In še posebej se mi zdi, da so te stiske pogoste v zadnjem letu, ki ga zaznamuje epidemija COVID-19. Kako to stvar dojemaš ti, oziroma ali opažaš, da so se potrebe po psihosocialni pomoči med epidemijo povečali in s kakšnimi težavami se ljudje največ v tem zadnjem letu obračajo nate? Tukaj bom pa majčkeno kritična, mislim, da največ težav je zdaj zato, ker ljudje ne znajo odlagati trenutnih potreb oziroma ne znajo odlagati zadovoljevanja trenutnih potreb. Vse preveč se vrti samo okoli posameznika, kaj njemu ni bilo zadovoljeno oziroma kaj on ni dobil ali pa naredil. Morda groba beseda, pa vendar ta egocentrizem, ta ego, samo nase gledanje, se mi zdi, da zdaj v zadnjem času je zelo v bistvu na plano se pokazalo. Drugače, glede povečanja števila stisk se mi zdi, da prav zdaj v tem zadnjem valu, zdaj, ko smo ga imeli oziroma ga zdaj še v ponedeljek ga ne bo v narekovaju več,
teh zadnjih 11 dni se mi zdi, da se je pri otrocih povečala zelo velika stiska, ker ne morejo razumeti, v njihovem procesiranju ne morejo razumeti, da na eni strani je kakor lockdown, na drugi strani so pa stvari, ki bi bile mogle biti res zaprte, odprte, da jih v šolo ne spustijo, ne razumejo razlik, zakaj, na primer, ne vem, dijak 4. letnika bo lahko hodil v šolo, dijak 4. letnika gimnazije ali pa srednje šole, bo lahko hodil v šolo, dijak 1. letnika fakultete pa ne bo mogel, ker tukaj ne gre za neko, mislim, kakšna je to razlika v letih, ko v bistvu je mogoče 1 leto ali pa še manj starostne razlike, ne razumejo, zakaj ti ja, zakaj ne, pravzaprav tudi ne razumejo, zakaj zdaj menda bo en teden bojo v šoli, en teden bojo doma se učili. V čem nastane takšna razlika, oziroma bi to pripomoglo k boljšim rezultatom s COVID-19, se pravi, da bi bilo manj okuženih, če bo en teden vsi v šoli, pa en teden ne bojo. V glavnem, ne znajo si logično razložiti tako take diskrepance med temi pravili, ki jih zdaj pač naša država daje. In sem v tem 3. valu, zdaj v tem zadnjih 11 dneh, sem dobila zelo veliko klicev in to prav najstnikov. Najstniki sploh ne razumejo več, zakaj ne znajo si to razložiti. Medtem, ko bomo rekli, se to traja že 1 leto, ta epidemija, so pa ljudje, ki so že prej imeli takšne ali drugačne, zavedajoče se ali pa nezavedajoče se stiske, in je to samo potencirali in so v bistvu iskali pomoč. Torej, stiske se ne pojavljajo samo med odraslimi, ampak vse več je teh, kot praviš, tudi med otroci in mladostniki. Nenazadnje mediji opozarjajo tudi na številne stiske med študenti. Tako. Ali si morala v zadnjem letu svoje delo s klienti kako prilagoditi? Omenjaš seveda številne ovire oziroma omejitve, ki so bile podane s strani vlade. Je bila ta kriza mogoče zate na nek način tudi priložnost za pozitivno spremembo pri tvojem delu? Ja, seveda vsi smo mogli se prilagajati tem pravilom. Sama sem tudi zelo človek pravil, nekateri pravijo celo, da preveč, pa vendar se mi zdi, da če znamo svobodno živeti v okviru pravil, smo res svobodni. Tako da, ja, svetovanje se je preselilo tako kot mnogo drugih stvari v našem življenju, v tem zadnjem letu, na Zoom tudi, čeprav se tega le, bom rekla, poslužujem, če se le drugače ne da in če so stiske res močne, se menim, da v bistvu pristni stik z klientom in svetovalcem je mnogo boljši, kakor nekaj na daljavo. Jaz sama imam tudi zelo velik prostor, tako da v bistvu te razdalje smo lahko v upoštevanju vseh NIJZ-ja, vseh pravil smo tudi lahko vzdrževali, Se mi zdi pa v končni fazi tako, boljše nekaj kot nič. In če smo mogli tudi mi prilagoditi, da so določena srečanja in svetovanja potekala preko Zooma recimo, ali pa eno od drugih teh aplikacij, se mi zdi to izredno dobro. Tako da v tem smislu vidim pa kar pozitiven del tega naše korona stanja. Torej, v vsaki negativni situaciji moč najti tudi nekaj Pa seveda, ja, seveda. Natalija, nekateri opozarjajo, da je največji porast stisk šele pričakovati. Kaj meniš ti o tem? Jaz tudi mislim, da bo to, da se bo šele pokazalo, v bistvu, ko se bo nekako življenje poskušalo normalizirati. Mislim pa, da nikoli ne bo tako pričakovanje, ki ga imajo ljudje, bo spet tako, kot je bilo normalno. Mislim, da prvo se treba vprašati, kaj za posameznika je pomenilo oziroma je normalno in da tako normalno, kot je bilo pred epidemijo COVID-19, da tega ne bo več. Mislim, da ne, da zdaj smo vsi nekako prežeti s tem negativizmom okoli širjenja tega virusa, tako da menim, da to nikoli ne bo več, kot je bilo. Jaz tako pravim,
ni vse tako negativno ali pa tako slabo, da nam ne bi moglo biti spet lepo. No, ne vidim tega tako slabo sama, no, res ne. Mogoče je rešitev spet pri sprejemanju. Ja, jaz mislim, da ja. Pa morda tudi neke, veste, naše te slabe navade ali pa naša neka, ne vem, če je glih prav negativna prepričanja, tudi malo spremeniti, prilagoditi in si narediti življenje v tej situaciji, kar se da pozitivno. Je pa to težko, ne, zdaj mi lahko klele klepetave, ne, lahko ure in ure porabljava, kako je to fajn spremeniti, ampak jaz sama iz svojih lastnih izkušenj vem, da je to zelo težko in da rabiš ogromno ene volje in ogromno enega samomotivacije, ker v bistvu ta zunanja motivacija ti ne bo nič pomagala, če ti vse ne nosiš tega pozitivne naravnanosti. In se spet vrnemo na, bomo rekla, če pogledamo spet na te osnovne značilnosti kognitivne vedenjske terapije, ne, so te naše misli, ki so, bom rekla, včasih hudičeve, nesramne, ki nas kar za nalašč miljajo in nas delajo, nam hočejo dati same neke negativne vzorce. In v bistvu ta preklop narediti, da spremeniš, to so izredno težke stvari in nobenega ne podcenjujemo, veste, komu je težko, hudo, se ne znajde. Pa vendar mislim, da s pravilnim pristopom se to da marsikaj umiliti ali pa celo popolnoma spremeniti. Da ne popolnoma se strinjam, morda bi vsemu, kar si naštela, da je potrebno zagotoviti za to, da se udejanji sprememba, dodala še čas. Tudi čas je tisti, ki si ga moramo dati pravzaprav. Ja, je to res, bi sam tukaj dodala, da sem že prej, nekaj sem rekla, da v bistvu je velik problem, da ljudje hočejo, ne znajo v bistvu odlagati teh trenutnih potreb in to je to, ne. Treba je čas, ne moramo takoj vsako stvar spremeniti, popraviti, zadovoljiti, ampak je potreben, tako kot si rekla, daša časa, ne. Torej, ljudje so v stiski, ali imaš mogoče kakšen univerzalen nasvet za tiste, ki se soočajo, bodisi z anksioznostjo, z depresivnimi občutki, s črnimi mislimi, ali preprosto pred seboj ne vidijo več svetle točke? Ja, jaz mislim, da univerzalnega jaz ga nimam, ne, tako da Daša, če ga veš ti, mi ga lahko pomagaš, da ga skupaj oblikujeva. Jaz enostavno bi vsakemu posamezniku, ki se srečuje s tem, najprej morda nek taka moja misel, da naj si dovoli, da ima te misli, a veste, moramo si ti dovolj, da imamo to, ne samo, da hočemo nekaj stisniti pa potlačiti vase, ampak si moramo dovolj, to imam, to čutim, to vidim, to mislim, vse, kar se posamezniku poraja, tako v mislih ali pa v čutenju. Tako da najprej naj si dovolijo, da to imajo, naj čutijo skozi svoje telo, kaj doživljajo in da ni to nič, kako bi rekla, ne slabega, mislim slabo je, ker v bistvu, če jim ne onemogoča normalnega življenja, sigurno ni dobro, ampak nič takega, da ne bi mogli se odločati in poiskati pomoč. No, to se mi zdi prvo pomembno, da naj jih ne bo sram poiskati pomoč. V prvi vrsti, pa lahko je na začetku, veste, se ne rabi vsak posameznik hoditi, ne vem, takoj, ne vem, psihiatru, kliničnemu psihologu, ne vem kaj. Vse lahko je dovolj, če ima nekoga, bodisi prijatelj, starš, sosed, ne vem, pa tudi drevo, če mu je treba, da ven, da on ven iz sebe to ven in potem postopoma, korak po korakom, z željo, da spremeni svojo kvaliteto življenja, poišče strokovno pomoč. Kdaj pa je pravi čas, da poiščemo strokovno pomoč? Ja, kadar opažamo, da v bistvu, ne vem, en tak mogoče prvi signal je, kadar opažamo, da smo stalno žalostni. Ali pa morda, veste, gledamo kakšno reklamo, ki bom rekla, ki v nas vzbuja takoj nek občutek, da ne vem, ali nam gre na jok, ali nam začne srce razbijati, ali neko žalost čutimo. Da vidimo, da smo zelo občutljivi na take majhne stvari, veste, že v eni reklami ali pa v enem, ne vem, film je že malo tako, ker če je res tako dobro pokazan film, nam lahko vzbuja različna čustva, se lahko utopimo v film, ampak mogoče glih pri teh raznih reklamah pa zelo hitro vidimo, da nam ne gre.
kadar zelo slabo spimo, zelo pozabljamo na higieno spanja, rečemo, ne vem, se zgovarjamo na polno luno, ženske na menstruacijo, pa na menopavzno obdobje, pa na otroke, pa ne vem, na kaj se vse znamo zgovoriti, pa vendar, če mi nimamo higieno spanja urejeno, se pravi, da se po noči premetavamo, da ne spimo, da se zbudimo utrujeni, da imamo kolobarje, da takrat v bistvu ta je mogoče dva najbolj taka signala, da se začne razmišljati o tem, da poiščemo pomoč in spet rečemo, mogoče prvi korak, da se z nekom pogovorimo. Tako, lahko domačim prijateljem, ni treba, da je strokovnjak. Ja, hvala, da si to povedala. Mislim, da je dobro, da odpremo oči in pogledamo, koga imamo v sebi. Tako, ja. In se začnemo o stiskah nenazadnje tudi pogovarjati, tako lahko hitro ugotovimo, da v stiski nismo sami. Tako. Natalija, v enem od najnih predhodnih kramljanj pogovorov si mi omenila tudi, da ponuješ eno prav posebno obliko svetovanja, in sicer svetovanje v gibanju. Kaj tebi osebno pomeni gibanje in katere so prednosti svetovanja v gibanju v primerjavi z, bom rekla, tradicionalnimi svetovanji v svetovalnici? To svetovanje v gibanju je nastalo čisto iz te moje potrebe, ko sem bila sama v stiski, ko sem sama čistila svojo nesnago življenja, ko sem svoj ruzak nekih težav, problemov mogla odvršiti, sem v bistvu zelo veliko hodila v naravo in sem v bistvu ob tem zelo fajn počutila. Mnogokrat moram na začetku reči, da mi je bilo tudi zelo tako utrujajoče, ampak vsakič sem se pole sama sebe brcnila v vrat pa rekla, ne, Natalija, greva še enkrat probati. Zakaj se to dogaja, da v naravi postane človek namesto poln neke energije, dobi kisik, je narava, sem res prihajala tako težka domov, utrujena, ampak skozi čas sem videla, da mi je to ful pomagalo in sem potem preizkušala to metodo tudi pri klientih, predvsem pri tistih, ki so mi že sami povedali, da radi hodijo v naravo. In potem enostavno naredimo, kako se reče, dobro s koristnim, da smo v naravi, kar je res pozitivno, da smo v nekem nevtralnem okolju, kjer v bistvu pogovor steče, znam vam povedati, steče. Lahko se zgodi dostikrat v samih svetovalnih prostorih, da se klient išče besede, se pazi, se hoče biti v bistvu pravilno se izražati, kar pač koli že to pomeni, ko si pa v naravi, ko mi hodimo v hrib, ko se sprehajamo, ko je v bistvu se pretaka še ena druga energija, ko rabi neki moč za to, pa ne more miselno to procesirati, kako bo pravilno stavko oblikoval ali pa katero besedo bo rekel in kar besede vrejo iz njega. In se mi zdi to eno super stvar, za hec malo, pa zares, je ena klientka rekla, da obožuje okoli hiše svoj travnika, ampak da ne mara plevela na tem travniku in sem mi potem rekla, ja, pa odlično, naslednjo srečanje bom prišla kar do vas, pa se bo dale rokavice gor in bomo imeli terapijo ob trganju plevela iz njenega travnika. Tako, veste, klient nekaj pove, pa to vzameš, pa tako še malo za šalo, malo za res in prav navdušena neka, to se bom pa lahko ful sprostila, ker je v bistvu trava zelena jo sprošča, tako, v bistvu eno z drugim in se mi zdi, da so take terapije super uspešne. In to, kar prakticiram pri klientih, ko vidim, da imajo radi naravo, da je treba malo ven iti, ko vidim, da mogoče v samem prostoru so bolj zadržani, gremo v naravo in naredimo terapijo v naravi. Tale ideja me je prav nasmejala, ampak res odlična je. Ja. Natalija, počasi se bližava k zaključku najinega pogovora. Meni je fascinantno, ko te spremljam, poleg vloge tolmačke, predavateljice na medicinski fakulteti, spremljevalke gluhih, psihosocialne svetovalke, si nenazadnje tudi mama in seveda ženska s svojimi željami, hrepeneni. Kako ti uspe združevati vse te vloge in ob vsem tem najti čas še zase? Bom čisto poštena, težko.
bom še bolj poštena, da dostikrat tudi jaz padam, a ne, se pravi, ko padam, se pač ne gre vse tako, kakor si naredim plan in padam, se znajdem tudi dajo v stiski, ki v bistvu in moram delati vsak dan sproti na sebi. Druga plat tega pa je, kar me v bistvu dela to, kar sem, da jaz uživam v teh vlogah. Se pravi, moje delo, bodi si tolmačke ali pa psihosocialne svetovalke, jo ne jemljem kot služba, ampak jo jemljem kot neko poslanstvo, kot hobi. In prav iz tega razloga, da se jaz budim, da ko začnem delovni dan, začnem zmer z neko navdušenostjo, nikoli mi nič ne odveč. In ker to jemljem kot moj hobi, je potem vse ostalo toliko lažje. Ampak še enkrat rečem, nisem popolna in bi rada res, da razumejo to poslušalci in gledalci, da tudi mi strokovnjaki se znajdemo v stiskah in imamo svoje težave, imamo pa, tako kot sem že rekla, ta orodja, s katerim v bistvu lahko ali pa lažje premagamo te svoje težave. In vsak človek, ki svoje delo jemlje kot hobi, ve, da potem nobeno delo ni težko in dan kljub vsemu, da imamo toliko različnih vlog v enem dnevu, toliko različnih seveda s tem tudi opravil, na koncu zvečer jaz z nasmehom in zahvalo se uležem in zaspim. Zelo lepo slišati. In mogoče kot namig oziroma v razmišljanje tudi najinim gledalcem, kako pomembno je, da v življenju izbiramo poti, tudi poklicne poti, ki nam pravzaprav polnijo energijo, energijsko blagajno. Ja. Natalija, čisto zadnje vprašanje. Kaj bi za zaključek rada sporočila vsem, ki naju danes spremljajo? Morda tole, da vsak posameznik, ki se v trenutku življenja ne znajde, mu ne gre, ne zmore, misli, da je konec na nek način njegovega življenja in sveta, da naj naredi ta korak in da najde moč, da si poišče pomoč. Nenazadnje, iskanje pomoči ni nič drugega kot to, da gremo po moč. Točno to. Natalija, iskrena hvala, da si vzela čas in vse dobro še naprej na tvoji osebni in seveda tudi poklicni poti. Hvala lepa, tudi vam in hvala za povabilo za intervju. Tako, hvala tudi vsem gledalcem in poslušalcem. Srečno. Srečno.